pozdravljam na prav posebnem dogodku. Na eni strani odpiramo našo novo razstavo Harmonija štirih elementov in hkrati s tem tudi gostimo izjemne glasbenike, oziroma prepletla se je zgodba gostje oziroma Fulbrightove štipendistke Sarah Gendor iz Združenih držav Amerike in naših glasbenikov, našega Tomaža Zevnika, ki deluje tudi pod okriljem ansambla Gubutke in kot gost seveda tudi naš Brežičan Rok Ferenčak. Tako da nas čaka en krasen večer na ta 13. september, ko nam je spet vroče v naši viteški dvorani, ampak verjamem, da ne bo prehodo in da bomo predvsem zelo, zelo uživali. Torej, mogoče vas spomnim v tem na naš projekt Štiri elementi, ki smo ga ustvarjali od decembra 2016 vse do leta 2022, ko smo še z Dosijo Kosincem dvakrat, 2021 in 2022, ponovili Harmonijo štirih velikanov, to naše interaktivno naslovno dediščinsko doživetje. In v lanskem letu je bil tudi naš projekt, naš večvrstni medinstitucionalni projekt nominiran za Valvazorovo nagrado. Mogoče sem nekaj teh podatkov. Ta projekt oziroma ta večletni program smo soustvarjali s 85 zunanjimi soustvarjalci, naredili različnih 68 razstavnih programov, se pravi različnih, nekatera so se tudi ponovila. Med temi so bile javna vodstva, koncerti, ranljive skupine, programi za njih, za otroke, strokovne ekskurzije, strokovni posveti, predavanja, predstavitev knjig in tudi razni drugi dogodki. 18 občasnih razstav je bilo ob teh osrednjih razstavah, tako naših muzejskih vitrin, gostujočih in tudi še drugih medinstitucionalnih razstav, in pa izdali smo tudi 4 obsežne publikacije s katalogi, časopis, strip za mlajšo publiko in tudi brezplačno brošuro v tej naši viteški dvorani v 4 jezikih. Tako da to je nekaj statistike, iz tega sedaj izhajamo, boste videli, kaj vas čaka, kaj smo naredili iz tega, kako smo to našo veliko dogajanje preoblikovali v nove razstave. Zdaj pa vidim, Sarah, you're ready, Sarah je pripravljena, tako da naj nas v to dvorano predvsem ponese spet ta svet glasbe, zato ker je bil ustvarjena in hvaležni, da je z nami naša draga gostja, Sarah Gendor. Sarah, welcome. The stage is all yours. Okay, it's working now. I said thank you so much for coming this evening, and that I'm sorry
haven't learned Slovene well enough to say this in Slovene, but yeah, thank you so much. I'm really excited to present this concert. It's, I'd like to think of it as my love letter to Slovenia because I've fallen in love with this country over the past year. And this is a collection of works that I discovered during my Fulbright scholarship while I've been researching Slovenian classical music and folk music. And also, one of my greatest discoveries here are the evergreen songs. So there's a couple of those on the program as well. Yeah, it's been really, really wonderful doing this research. I've discovered so much, and I also want to say that this is not a comprehensive presentation of Slovenian music. I feel like after a year, I've actually barely scratched the surface. There's so much amazing music of so many genres here. So I hope you enjoy. Thank you. Izjemno počaščena, da lahko igra tudi tukaj, kot ste videli, pripravlja doktorat. In ta koncert je neke vrste ljubezensko pismo naši Sloveniji, ki ima zelo rada. Raziskovala slovensko ljudsko glasbo, našla izjemne skladbe in nekaj seveda jih bomo slišali, nekaj pa tudi evergreenov, ki so jo ravno tako navdahnili. Če sem kaj pozabila, nikar ne, vse veste, vi še bolje, ampak mogoče kdo, če nič to vse razumel, pa je prav, da malo povemo. Tako da je hvaležna in navdušena nad Slovenijo in tudi nad tem, kar je našla pri nas, pa pravi, da je to samo en majhen delček.
Because I commissioned this work by Andre specifically for this project. So when I came to Slovenia, I thought about not only what I could gain from living here and getting exposed to all this music, but also maybe something I could leave behind. So now there's a new work for cello, and I think that's special. So this is the second time that this has ever been performed. Naročila je to delo, ko je prišla v Slovenijo, je želela nekaj pustiti tudi v Sloveniji in to je naročila pri mlademu skladatelju Andreju Makorju, piše tudi v programskem listu. Se pravi, nekaj bo v Sloveniji ostalo tudi za njo, za vse čelitke, ki želijo to skladbo izvajati. In je to zdaj drugič, da jo izvaja. Ali je ready? I'm ready. Yeah. Sorry. Yeah.
svoga dragoga ja pitala. Pa kam ti bodem, dragi ti moj golo, srce moje zlato, lepo pisala. Prvi prostor boste videli, to, kar vas čaka, ne bom veliko o tem govorila. Bi bo vseeno rada parim ljudem se zahvalila oziroma izpostavila te naše donatorje. In sicer nekateri so z nami, drugi niso. Imamo pa družino Frigela, Nada, kje sta naša dva gospa Pavica z možem. Pa vaju lepo prosim, Anjo pa prosim za rožico, da podeliš in tudi naš novi zveščič s harmonijo, na katerem piše, da je to zvezek za misli, risbe in ideje, harmonija. Tako da najlepša hvala, da ste sodelovali z nami. Vrstni red bo tako, kot je v naši omari. V naši omari 3x5, se pravi od leve proti desni pa vse vrstice. Zato je naslednji naš Franc Črnelič, prosim. Ne, kar ostanite, gospa Pavica, da se bomo lahko fotografirali. Z nami je delila zgodbe tudi Marija Meriž-Nidršič, prosim. Tako tudi še naprej. Torej, hvala lepa, zdaj pa gremo lahko mi vsi dol, in bomo nadaljevali z nagovorom še naše predsednice sveta, Sonje Levičar, ki bo razstavo tudi odprla. Jaz bom pa vmes, ko dragi sodelavci vzhajajo z odra, povedala še, da nas čaka zadnja skladba. Potem se bom zahvalila še glasbenikom, odličnim, ker je res lepo pravno. Lepo pozdravljeni, spoštovani obiskovalci in cenjene obiskovalke v imenu sveta Posavskega muzeja Brežice in tudi v mojem imenu. Razmišljala sem, kaj naj danes povem ob otvoritvi te razstave Harmonija štirih elementov. Naslov zveni tako učeno, vendar če malo bolj pomislimo, temu ni tako. Zjutraj vstanem, grem na balkon, zadiham svež zrak, se umijem, pozajtrkujem, malo kasneje grem na vrt in kmalu pride čas za pripravo kosila. Pri vseh teh vsakdanjih opravilih so prisotni vsi štirje starogrški elementi: zrak, voda, zemlja in ogenj. Seveda pa sem malo pobrskala tudi po internetu in našla kar zanimive prispevke prav na to temo, ker ta Google res veliko ve. Naprimer, v časopisu Slovenec sem zasledila zanimiv članek, kjer avtor zapisa Vitomir Bric opisuje te štiri starogrške elemente in kako se danes s tem ukvarjata znanost in praksa. Brez zraka bi umrli takoj, brez vode malce kasneje, brez hrane, ki v celoti izvira iz zemlje, še malo kasneje, a prav tako zanesljivo. Brez ognja, to se pravi energije, se ustavi vse, kar je živega na zemlji.
Spoštujemo naravo in bodimo zelo pazljivi pri izpuščanju kemijskih snovi v zrak, vodo in zemljo. In moramo opaziti, kaj kurimo oziroma kaj nastaja pri našem pridobivanju in uporabi energije. Zato zmanjšajmo željo po dobičku, vrnimo si večjo skromnost, ne zahtevajmo samo udobno življenje, bodimo prijazni do sočloveka in spodbujajmo prijatelje k dobremu. Ljudje smo na nek način združitev naravnih elementov, zraka, vode, zemlje in ognja. Zato so ti elementi prisotni tudi v astrologiji. Vsakemu horoskopskemu znaku je dodeljen eden od teh 4 elementov. Prevladujoči element pa se najbolj odraža v naših osebnostih. In še nekaj besed o harmoniji. Ko slišimo besedo harmonija, velikokrat najprej pomislimo na glasbo. Harmonija glasov, harmonija zvokov, harmonija spevov. Harmonijo lahko vnesemo tudi v življenje tako, da je okolje, umsko aktivnost, prehrano, telesno dejavnost in vsakdanji red možno preplesti med seboj in to ustvarja harmonijo. Harmonija pa je tudi boginja v grški mitologiji. Želim, da bi bila harmonija vedno prisotna, tako v naravi, kot tudi v naših življenjih. In tale uradni del otvoritve razstave pa naj zaključi harmonična glasba. Z mislijo zaključujem in proglašam razstavo za odprto. Želim vam lep večer.